Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Zimski čas je čas veselja, čas topline in čas ljubezni. In seveda tudi čas za novo pravljico. Tako je. Za današnjo pravljico sem izbrala pravljico, ki jo je napisala Bridget Veninger, ilustrirala pa Eve Tharlet z naslovom Vesel božič Mandi. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Vesel božič Mandi. Bilo je pred božičem. Deželo je prekrivala debela snežna odeja, v zajčji hišici pa je bilo toplo in prijetno. Oče zajec je sedel v gugalniku in pripovedoval otrokom o božičku. Ali veste, dolgouščki moji, česa je božiček še posebno vesel? Ja, vemo, se je prvi oglasil Mandi. Vesel je, če drug drugemu pomagamo. In če si delimo vse, kar imamo, sta dodala Mani in Lina. In če se imamo radi, je pristavil še veliki Max. Vidim, da ste me dobro poslušali, je bil zadovoljen očka. Zdaj pa spat. Naslednjega dne je bil Mandi že zgodaj doma. Zunaj je bilo namreč tako mrzlo, da je drevje pokalo in ga je želja po potepanju kmalu minila. S svojim prijateljčkom Mandijem je sedel pri oknu in čakal mamico, očka, bratca in sestrici. Nenadoma pa je zagledal majcenega ptička. Skakal je malo sem, malo tja in brskal s kljunčkom po snegu. Vidiš, Nandi, hrano išče, je ugotovil Mandi. Toda sneg je tako globok, da ne bo ničesar našel. Ubogi revček. V bližini je opazil še nekaj ptičkov. Našopirjene kepice so čepele v debelem snegu in ga gledale z lačnimi očmi. Zajček se je spomnil, da je prejšnji večer očka rekel: Božiček je vesel, če drug drugemu pomagamo. Ptičkom bom nesel hrano, je sklenil. Stekel je v shrambo. Žitna zrnca in bodo prav gotovo teknila. S težavo je odvlekel polno posodo v sneg. Ampak kam naj strese zrnca, da jih ne bo takoj zametlo? Pod vejami stare smreke je našel primeren prostor in raztresel hrano. Tako, danes bodo ptički spet siti, je rekel in zadovoljno odnesel prazni vrč domov. Joj, kaj pa srnice? Se je nenadoma spomnil. Tudi srnice so lačne, saj pod debelo snežno odejo ne morejo najti trave in mahu. Pomagati jim moram, je sklenil zajček in pobasal celo naročje sena. Kako sladko je dišalo. Z veliko muko je gazil sneg in odvlekel seno na rob gozda. Mislil je tudi na ostale gozdne živali. Tudi hrano za divje svinje je prekril sneg. In ko se bodo veverice zbudile iz zimskega spanja, prav tako ne bodo našle skritih zalog. Mandi je svojo rdečo kapo do vrha napolnil z jabolki, repo in želodom ter še tretjič zdirjal po gazi k stari smreki. Ušesa so kar plahutala za njim, tako se mu je mudilo. Kaj meniš, Nandi, sem dobro opravil? Je vprašal prijatelja. Mami in očka me bosta pohvalila, ko jima bom povedal, da sem pomagal ubogim živalim. In tudi božiček bo vesel. Komaj je čakal, da se bo družina vrnila domov. Končno. Pozdravljen, sine, je rekla mamica. Kaj si počel? Tedaj pa je skozi odprta vrata zagledala prazne police v shrambi. Ježeštana! Ja, kam so pa izginile naše zimske zaloge? Je zakričala. Jaz lačnim živalim sem jih nesel, je odjecljal grešnik. Si znorel? Je zatulil Max. Kaj bomo pa mi jedli vso dolgo zimo? Na to Mandi res ni pomislil. Obupano je pogledal očka. Včeraj si nam rekel, da se moramo imeti radi, da si moramo pomagati, da moramo deliti z drugimi, kar imamo. Mi smo imeli polno shrambo, živali tam zunaj pa nič. In zato sem... Mandi je že skoraj zajokal.
tulila Lina. Mandi je razdal vso našo hrano. Umrli bomo od lakote. Mija tudi lacna, je zacvilil najtanjši glasek. Tepec, je siknil Mani. Ne, Mani, tega pa res ne smeš reči, je posegal vmes oče. Mandi je dobro hotel. Videl je naše zaloge in pomislil na lačne želočke v snegu in mrazu. Zdaj smo si razdelili in vse je v redu. Ja, je rekla mama, saj ni tako hudo. Če bomo skromni, bo še vedno dovolj do pomladi. Najbolj pomembno je, da se imamo radi in imamo drug drugemu v oporo. Obljubite? Obljubimo, je v en glas zadonelo z vseh strani. Dnevi pred Božičem so hitro minevali. Družina je iskala hrano in celo otroci se niso že med potjo sladkali s tistim, kar so našli. Vse so prinesli domov. Včasih Mandi svoje večerje na lačni pojedel do konca. Stekel je k stari smreki in stresel ostanke v sneg. Naj živali vedo, da ni pozabil nanje. Prišel je sveti večer. Zajčki so krasili božično drevesce, ko je nenadoma glasno potrkalo na vrata. Kar onemeli so od začudenja. Le kdo bi lahko bil? Mogoče je Božiček, je zašepetala Lina. Mandi je skočil k vratom. Tako rad bi že enkrat videl Božička. Odprl je. Pred vrati ni stal Božiček, ampak ptički, srnice, veverice in divji prašiči. Droben kljunček je zaščebetal. Mandi, zelo smo veseli, da misliš na nas in nam pomagaš. Zato smo tudi mi tebi danes prinesli darilo. Božično darilo. Na tla je položil vejico jagod. In ko pride poletje, ti bomo ptički pokazali, kje zorijo najlepše gozdne jagode. Nabral si jih boš, kolikor jih boš hotel. Pristopila je srnica in priložila snop žitnega klasja. Srne te bomo popeljale v skrite kotičke, kjer raste divje žito, je obljubila. Veverica je prinesla orehe. Mi ti bomo pokazali največji oreh v gozdu, je obljubila. Divja svinja je pred Mandijeve tačke zakotalila jabolko in zanosljala. Mi pa vemo, kje so najbolj sočna jabolka. Vesel Božič, Mandi, so še zaželele živali in se počasi izgubile v zasneženem gozdu. Mami, oči in sploh vsi, glejte, kaj so mi prinesli prijatelji, je veselo zaklical Mandi. Skupaj so odnesli darila v hiško in jih položili pod smrečico. Njam, tole bo pa imeniten priboljšek, se je obliznil Mandi. Prav zares, se je zasmejala mamica. Jutri bi lahko spekla praznično torto z jabolki, orehi in jagodami. Mija tudi lacna, je zacvilil najtanjši glasek. Mandi je brž otaknil jagodo v gobček. Na, miška mala, je rekel. Ko pride poletje, jih boš dobila cel kup. Prijatelji mi bodo pokazali, kje zorijo najlepše. Toliko vsega bomo nabrali, da bomo pozimi spet lahko delili s tistimi, ki bodo lačni. So sklenili zajčki in se objeli. Vesel Božič, ljubčki. Vesel Božič, Mandi. Kako prijetna pravljica. In tale zajček Mandi, ki je tako prijazen, da je poskrbel tudi za živali, ki v zimskem času težko pridejo do hrane. Ja, zelo skrbno in zelo prijazno od njega. Čas je, da tudi mi poskrbimo za živali, kolikor je pač v naši moči. Hvaležni nam bodo, zagotovo. Menim pa, da bomo hvaležni tudi mi, če se bomo stisnili drug drugemu in si povedali, da se imamo radi. Če želite slišati še kakšno pravljico, potem predlagam, da kliknete na moj knjižni kotiček in si pogledate pravljice, ki že čakajo na vas. Do prihodnjič pa en zimski čau čau!